časa. Govorili bomo o naših odločitvah v določenem času. Ko opazujemo dogajanje okrog nas in se sami soočamo z izzivi v življenju, je pomembno, da prepoznavamo, razumemo duh časa, v katerem živimo. To je še posebej danes pomembno, ko živimo v globalnem svetu. Svet je preko spleta postal majhen in lahko spremljamo vsak dan, kaj se dogaja v svetu. Vse to pa vpliva na nas in hitro se nam zgodi, da začnemo živeti pod vplivom duha nekega časa. Seveda, tega se ne moremo izogniti. In tudi pomembno je, da smo vključeni v duhu časa. Kar je pa pomembno, da znamo razsojati, prepoznavati, kaj je dobro in kaj nevarno. Kaj je zdrav duh nekega časa in kaj uničuje življenje. Pogledali bomo primer iz Svetega pisma, iz Jesusovega življenja, ki je deloval v 1. stoletju med svojim narodom. Se pravi, 1. stoletje, ki je prav tako imelo nek svoj duh časa, in judovski narod, ki je bil prav tako pod določenim duhom časa, kulture, tradicije, verskega ozadja. Mogoče še vprašanje, zakaj Jezus? Zakaj 1. stoletje? Jezus je postavil določene temelje, ki so pomembni in veljajo za vsak duh časa. Postavil nam je določena merila, standarde, ki so norma za vsako obdobje. 1. stoletje pa zato, ker je Jezus tedaj živel. In drugo, 1. stoletje je zaznamovalo človeštvo za mnoga stoletja. Mnogokrat se tega ne zavedamo ali ne vemo. Vendar je to dejstvo. Preberimo zdaj odlomek. Ko pa so se dopolnjevali dnevi, ko bi bil vzet nebo, se je tudi sam namenil iti v Jeruzalem. In poslal je pred seboj glasnike, ki so šli in stopili v samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Pa ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca, Jakob in Janez, sta rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Toda obrnil se je in ju posvaril. Ne vesta, kakšnega duha sta. Sin človekov ni prišel življenje uničevati, ampak reševati. In odšli so v drugo vas. Ko je bil Jezus na poti v Jeruzalem, so se ustavili v neki samarijski vasi, ki ni hotela sprejeti Jezusa. Jakob in Janez bi jih kar uničila. Če poznamo ozadje, lahko razumemo, zakaj bi to storila. Judje in Samarijani so drug drugega prezirali in sovražili. Med njimi je bil dolga leta verski konflikt, ki se je začel po padcu Samarije leta 721 pred Kristusom. Samarijani so bili krvno pomešani s pogani. Imeli so lastni tempelj na gori Garizim. Judje so jih prezirali in jih imeli za obredno nečiste. Samarijani pa so bili seveda podobnega mnenja o Judih.
imamo ozadje zgodovinskega konflikta, ki je vplival na Samarijane in Jude. Duh nekega časa je globoko vplival na njih. Posledice so bile vidne še 700 let pozneje. In zdaj nastopi Jezus, ki prinaša nov duh časa. Toda obrnil se je in ju posvaril. Ne vesta, kakšnega duha sta. Sin človeku ni prišel življenj uničevati, ampak reševati. Jezus ni bil pod vplivom določenega duha časa, ampak je začel učiti, zakaj je prišel. In pravi, nisem prišel uničevati, ampak reševati. To je bilo Jezusovo stališče, ki ni bilo pod vplivom nekega duha časa, ampak njegovega duha. Njegovega biti. Kdo je on? Kaj želi storiti? Kaj je njegova volja in njegov načrt? Jezus je postavil temelje, da se lahko na pravilen način odločamo v določenem času, situaciji, duhu časa, v katerem živimo. Jezus je prišel razodeti Boga. Kakšen je v resnici Bog in kaj je Božja volja za nas. Duh Boga je nad vsakim duhom časa, vendar ga je potrebno prepoznati. Kaj je bilo v Jezusovem srcu? Kakšnega duha je bil? Jezus pravi takole: otroci, le malo časa bom še z vami. Iskali me boste in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam, kamor grem jaz, vi ne morete priti. Nov zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj ljubezen. Jezus se počasi poslavlja od svojih učencev in razodeva, kakšnega duha je, kaj je njegovo srce. In pravi, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Lahko bi tudi rekli, da sprejemate, odpuščate drug drugemu in storite vse, da boste delali za slogo, enotnost in ljubezen. A imajo Jezusove besede vpliv na nas? Ali pa smo podlegli duhu nekega časa, ki nima nič skupnega z Bogom? Izziv za kristjane, kakšnega duha smo? Kako se odzivamo na čas, v katerem živimo? Nažalost so tudi kristjani večkrat zapadli nekemu duhu časa in ne Božjemu duhu. Namesto da bi postopali in se odločali v duhu evangelija, nove zaveze, so se odločali v duhu stare zaveze ali duhu časa. Kaj je duh evangelija, nove zaveze? Lahko tudi rečemo, kaj je popolno razodetje Boga, katerega je prišel razodeti Jezus. Evangelij pomeni dobra, vesela novica. V novi zavezi pomeni ta dobra novica Jezus, njegovo življenje, njegovo delovanje. Jezus je prišel dobro novico oznanjati. Zato imamo v novi zavezi evangelije, ki opisujejo njegovo življenje, kaj je učil, delal, storil za nas. Zato moramo poznati evangelij. Saj le tako vemo, kaj je duh evangelija.
srce Jezusa in Boga. Le tako se lahko odločimo v nekem duhu časa na temelju evangelija. Jezus nam je jasno pokazal, kako se moramo odzvati na konflikte, vojne, neodpuščanje, sovraštvo in podobno. Poglejmo za konec nekaj globokih Jezusovih besed. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. To so besede, ki gradijo, prinašajo življenje, preprečujejo vojne in prinašajo blagoslov. Če jim dovolimo, da vplivajo na nas, nam dajo moč, da se zoperstavimo vsakemu duhu časa, ki uničuje življenje. Te besede so prav tako srce evangelija, srce Jezusa in Boga. Saj Jezus ni prišel, da bi pokončal grešnike, ampak rešil. Odločimo se in delujmo po Jezusovih besedah, če želimo dobro sebi, ljudem in svetu. Naslednjič se bomo še malo bolj poglobili in tudi pogledali, zakaj velikokrat podležemo nekemu duhu časa in ne postopamo po duhu evangelija. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in naj Jezusove besede, duh evangelija, vodi in usmerja naša življenja. Amen.